Z nami je Andrej Šiško. Pred kratkim ste izdali v Trstu knjigo ruskega raziskovalca Jurija Venelina. Nam lahko kaj več poveste o tem projektu? Gre za knjigo dejansko ruskega zgodovinarja, člana Ruske carske akademije, ki se ukvarja z zgodovino Rusov, Bolgarov in pa na svojo lastno pobudo tudi z zgodovino Slovencev. Lahko rečemo, da gre pravzaprav za eno prvih knjig, ki govori o zgodovini našega naroda in to obdobje, za katero pravzaprav Slovenci nimamo nobenih knjig. Avtor je živel in delal v prvi polovici 19. stoletja in med leti 1831 in 1839 je to knjigo napisal, leta 1939 umrl, na kar je to delo dokončal njegov bratranec. Predvsem pa je zanimivo to, da govori o zgodovini Slovencev pred Kristusovim rojstvom in pa opisuje največ pravzaprav rimsko-slovenske vojne v prvem stoletju našega štetja in potem okupacijo Rimljanov, ki so okupirali takratne slovenske dežele. Ja, najprej to, da pravzaprav knjiga govori o starodavnih Slovencih, se pravi o naših prednikih, ki so že takrat, okrog leta 1000, imenovali Slovenci in so živeli v takratnih rimskih provincah, kajti Rimljani so naše dežele okupirali in te rimske province so bile Retija, Venetija oziroma Venecko, Norik, Panonija in pa Dalmacija. V vseh teh rimskih provincah so živeli stari Slovenci oziroma starodavni Slovenci, kot jih imenuje ruski zgodovinar Venelin, ki tudi pravzaprav izdela zemljevid, kateri se nanaša na 4. stoletje in se imenuje zemljevid Slovenije. Se pravi, ime Slovenija v smislu političnem ali geografskem je bila znana tvorba že pravzaprav v prvih stoletjih našega štetja. In to je nedvomno nekaj, kar je izjemnega pomena za slovenski narod.